Drage gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v novi kroniki tedna. Žirovniški občinski svet je v četrtek zasedal na 3. seji občinskega sveta. Ker se gradnja kanalizacije končuje, so svetniki in svetnice glasovali o predlogu pravilnika o kriterijih za obročno odplačevanje komunalnega prispevka. Vsi lastniki stavb, ki bodo zavezanci za plačilo komunalnega prispevka za obvezno priključitev objekta na novo zgrajeno kanalizacijsko omrežje, bodo svoje obveznosti torej lahko plačali po obrokih. Ja, gledajte, gre enostavno za to, da smo v programu opremljanja za naknadno opremljanje s kanalizacijo zapisali, da bomo dali možnost plačila komunalnega prispevka za naknadno opremljanje, to se pravi za priključitev na kanalizacijo, tudi na obroke, kajti v današnjih časih jaz verjamem, da seveda marsikomu znesek 500, 600, 700 evrov lahko predstavlja že veliko, in zaradi tega smo pripravili pravilnik, da bodo merila za vsa enaka. Čisto enostavno gre pa za to, da je možno plačilo v 24 obrokih. Zapisano je, da je najmanjši obrok 30 evrov lahko in seveda se enkrat letno revalorizira z indeksom cen za nizke gradnje, kar pomeni nekje pri znesku 600 evrov, pri 20 obrokih pomeni, da občan plača 6 evrov obresti, kar pa mislim, da je res minimalno. Med drugim so glasovali še o spremembah pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev investicijskim ukrepom za učinkovito rabo energije in izrabo obnovljivih virov energije, ki predvidevajo, da vkolikor sredstva za tovrstne investicijske ukrepe ne bodo podeljena, se razpis lahko ponovi. Ja, naslov je zelo kompliciran, gre pa za sofinanciranje ukrepov na področju zmanjševanja porabe energije, menjavo oken, fasade in podobno. Šlo je bolj za kozmetični popravek, gre za to, da smo imeli na koncu napisano, da v primeru, da sredstva ostanejo, da se mora razpis ponoviti. Opozorili so me na to, da lahko pri tem pride do banalnosti, da če ostane 100-200 evrov, je seveda razpis nemogoče ponoviti, ker ni zadosti sredstva za sofinanciranje, ima pa župan vedno možnost in pravico, seveda, vkolikor ostane zadosti sredstva, in tukaj moramo uporabiti neko zdravo kmečko pamet, če temu lahko tako rečem, razpis ponovino. In šlo je zgolj za to, da smo seveda naredili drobne korekcije iz tega razloga. Svetniki so se seznanili tudi s poročilom nadzornega odbora za lansko leto in napovedanimi nadzori za letos. Osredotočili se bodo na gradnjo ceste v Završnico, energetsko sanacijo in prizidek pri osnovni šoli Žirovnica. Direktorica Zavoda za turizem in kulturo Žirovnica Maja Zupan je predstavila program dela v letošnjem letu, svetniki pa so pri tem najbolj pogrešali dolgoročno vizijo dela zavoda. Alpski smučarski klub Kranjska Gora je prejšnji konec tedna uspešno izvedel prvi letošnji mini pokal Vitranc. Na štartu se je zbralo več kot 200 mladih smučark in smučarjev. Pri malčicah je bila prva Taja Golja, druga Zala Ogris, tretja pa Taja Janko. Med malčki je bil najhitrejši Maj Kamšek, drugi Matej Grajžel, tretji pa Andraž Gosar Kočevar. V kategoriji Ašo Cicibanke je slavila Nina Rotar, drugo mesto je zasedla Zala Vnuk, tretje pa Živa Rozman. Pri Ašo Cicibanih se je med vratci najbolje znašel Žan Finkšt, drugi je bil Oskar Kozamernik, tretji pa Joža Šmit. Pri mlajših Cicibankah je bila najboljša Kristina Paščinski, na stopničke pa sta ob njo stopili še Ana Bokal in Hana Andolšek-Vertovšek. Pri njihovih sovrstnikih je v cilj najhitreje prismučal Nino Kranjc, ki sta mu sledila Urban Šinkovec in Alen Hribršek. Pri starejših Cicibankah se je na progi v Kranjski Gori najbolje znašla Nina Drobnič, druga je bila Rebeka Kalan, tretja pa Maja Sedovnik. Pri starejših Cicibanih je slavil Džeri Dubrovič, drugi je bil Žan Oblak, tretji pa Žiga Zupan Oreškovič. Drugi mini pokal Vitranc bo 15. februarja. Mini pokal Vitranc je sicer namenjen najmlajšim smučarjem, rojenim od leta 2003 do 2010. Organizacijo obeh tekem je prevzela alpska sekcija Alpskega smučarskega kluba Kranjska Gora ob pomoči organizacijskega komiteja tekme za svetovni pokal, kar tekmi da še večji čar in kakovost v sami izvedbi. Smučarski tekmi za mini pokal Vitranc sta tudi cenovno ugodni za tekmovalce in njihove starše. Predsednik Alpskega smučarskega kluba Kranjska Gora Gregor Benedik pa je ob tem dejal:
S tekmama na visokem kakovostnem nivoju za resnično najmlajše smučarje v Sloveniji želimo tekmovalcem in njihovim staršem približati tekmovanje kot obliko druženja. V okviru povezovanja pokala Loka in pokala Vitranc bo najboljši smučar oziroma smučarka v najstarejši kategoriji prejel majico predtekmovalca na pokalu Loka, kar pa je seveda dodaten motivacijski faktor. Če ste morda ljubitelji telemark smučanja, pa ste na kranjskogorskem smučišču na svoj račun lahko prišli včeraj. Telemark smučarji so namreč predstavili to tehniko in seveda s tem skušali navdušiti čim več ljubiteljev belih strmin. Telemark je način smučanja, ki je podoben alpskemu s tem, da se peta prosto dviguje, kar lahko tudi pokažem na samih vezeh, ki so malo drugačne. In peta se dviguje med samim smučanjem. To ne pomeni, da bomo padli zaradi tega, ampak bomo še bolj uživali v prosti peti. Za telemark rabimo od posebne opreme pancerje, ki se pripogibajo v tem predelu, in pa vezi, te so malo novejše, NTN vezi, obstajajo pa tudi takšne, ki imajo take zajedlice v zadnji in jih zatnemo in nam omogočajo to prosto peto. Smučke so enake alpskim, tako da približno investicija je enaka kot za alpsko. Telemark klub Kranj organizira brezplačne telemark delavnice. To pomeni, da tam na delavnici dobiste opremo, smučke in pancerje, dobro voljo, čelado, očala in palce prinesete s seboj. Učitelj, ki je vedno zraven na teh delavnicah, pa pokaže osnovne korake, prvo na ravninci, pa že na samem bregu. Če slučajno ne gre, se da malo pogoljufati, pa alpsko odpelješ kak zavoj. Drage gledalke in gledalci, v drugem delu Kronike tedna še napoved prireditev, ki sledijo. Jutri ob 9. bo v cerkvi na Stari Savi na Jesenicah ob svečnici Blagoslov sveč. V petek ob 18. bo v Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani prireditev ob 120-letnici Planinskega vestnika. Odprtje muzejske razstave Spominske maske kranjskogorskih deklet bo v petek ob 16. v Liznikovi domačiji v Kranjski Gori. V nedeljo ob 13. bo v žirovniški občini osrednja slovesnost ob slovenskem kulturnem prazniku. Zbrane bo nagovoril žirovniški župan Leopold Pogačar, slavnostni govornik pa bo predsednik državnega sveta Mitja Bervar. V kulturnem programu bosta nastopila kulturno društvo dr. France Prešeren, Žirovnica Breznica in Aleksander Mežek. Ob 14:30 bo v Čopovi hiši še okrogla miza Društva slovenskih pisateljev in Slovenske prosvetne zveze z avstrijske Koroške na temo Slovenska pisateljska pot. Sicer pa ves teden pripravljajo razne spremljajoče kulturne prireditve. V sredo večer domačih pesnic, v četrtek odprtje razstave slikarske kolonije, v petek pa literarni večer. Kulturno-umetniško društvo Gozd Martuljek vabi na proslavo ob slovenskem kulturnem prazniku, ki bo v nedeljo ob 18. uri v dvorani Doma krajanov v Gozdu Martuljku.
V kulturnem programu bodo sodelovali otroci iz Gozda Martuljka, Lovro Grilc, Valerija Hlebanja, Julija Hlebanja, Nina Košir, Veronika Radič, Tjaša Robič, Taja Tarman, Tamara Tarman, povezovalka Irena Pogačnik, recitator Vladimir Pogačnik Ruli, Danica Butinar na citrah in kantavtor ter pevec Adi Smolar. Vstop je prost. Društvo upokojencev Javornik Koroška Bela vabi v nedeljo ob 17. na proslavo v počastitev kulturnega praznika. Za kulturni program bodo poskrbeli pevke ženskega pevskega zbora Društva upokojencev Javornik Koroška Bela, pevci moškega pevskega zbora Društva upokojencev Jesenice ter učenke in učenci osnovne šole Koroška Bela. Policijska postaja Kranjska Gora sporoča, da so po novem uradne ure policijske pisarne Mojstrana ob sredah od 14. do 16. Člani in članice vokalne skupine Triglavski zvonovi vabijo v svoje vrste nove pevke in pevce. Če imate pevski talent in ste ljubitelji raznovrstne zborovske glasbe, potem boste dobrodošli. Vabljeni vsi glasovi, najbolj pa basisti in altistke. Zaželeno je, da imajo kandidati nekaj pevskih izkušenj. Za več informacij pa pokličite 040 794 840 ali pa pišite na elektronski naslov leonagomboc@gmail.com. Drage gledalke in gledalci, pa smo pri koncu še ene kronike tedna. Želim vam mirne in prijetne dni, ki so pred nami in nasvidenje do prihodnjič.